kdo sem jaz, kdo si ti, vsak dan odgovarjamo na to vprašanje, ne. In pa je, da sem lahko kar tak hudič. Fante sem tepla, to se spomnim. Ampak je pa res, da sem že v osnovni šoli pisala in sem že v osnovni šoli napisala knjigo. Hočem samo povedati, da mi je vedno dal vedeti, da sem dovolj. Če boš mogel zdaj razdeliti ljubezen, ne, na 2 dela, ali pa na 3, še za pač Primoža, ali pa celo na 4, ne, še za sebe. Pa potem, ko bi 2 meseca star, smo šli na Vuelto v Španijo in potem sem midva, ne vem, več kot polovico Vuelte sledila, ne, z avtodomom. To ne spremeni dejstva, da pač 10-krat na dan vprašal tako, da gre ti z nami domov, ampak je pa vsak potem moment, ko ga imaš skupaj, vreden oziroma ga ceniš. Malo se včasih skrivam za temi svojimi stvarmi, ki jih pač moraš narediti, zato ker itak najtežje se je soočiti s sabo, ne. Poraz je za vsakega nekaj drugega, ne. Mogoče raje bi samo uživali pač, da imamo 2 šampiona, pa ne samo 2. Vsi padci so precej grozni, ne. Sploh, ko ne veš, kaj je, oziroma ne moreš, nisi tam. Hej, preden te spustim naslednjo epizodo, bi se ti rada zahvalila za podporo in ogled. Res bom zelo hvaležna vsakega všečka komentarja, tudi konstruktivne kritike. Hvala pa tudi mojima sponzorjema Swai in MyProtein. Pri Swaju imate vedno aktivno kodico KUSER11, tudi na SwaiCare. Za MyProtein pa najdeš spodaj. Uživaj v ogledu. Kako se trenutno počutiš? V redu, ampak ko prideš v Slovenijo, tudi čisto drugi pač lifestyle, ko ga sicer živimo. V kakem Tako smislu? da je, pač tu je vedno full gas, tu je na polno od minute do minute. Pač vedno, ker te vsi hočejo videti, ker moraš se obiskati, ker moraš vse stvari narediti od takrat, ko jih nisi, ko si bil zadnjič tu, ker ne vem, ker hočejo vsi otroke videti, ker jih vsak, ja, pač recimo, tu imamo eno stanovanje, 3. leto pa imamo še kar v škatlah vse, ker ne pride tisti moment, da bi... Tako da vedno, ko prijem v Slovenijo, vem, da bo ful naporno. In kako se ponavadi zorganizirate? Si tisto se veseliš Slovenije ali si tak, ok, Slovenija, vidim moje, ampak vem, da bom pol skoro izgorelost doživela, ko prijem domov? Ja, v bistvu je oboje, ne. Oboje je. Malo pač seveda je, oh my god, ne, kaj vse te čaka, ne. Po drugi strani je pa tako lepo priti domov, v bistvu med, ne vem, zelene gore, gozdove, pa to ne govorim kar tako, ampak res, dejansko šele, ko greš ven, enkrat vidiš, kaj imamo tu, kak je Slovenija pač varna, kak sistem imamo, kake ceste, kak je čisto, pač res, tako da si potem, ne, vesel si vedno, ko prideš domov. Če se zdaj dejansko vrneva na nek začetek tega tvojega potovanja, ne? Kdaj si se ti odselila, oziroma kdaj ste se odselili iz Slovenije? Tako res dolgoročno, da nekje drugje živite? V bistvu takoj, ko je Primož podpisal prvo pogodbo, ProTour, se pravi, prej bil v Adrii, ne, slovenskem klubu, potem pa je podpisal, mislim, da je bilo 2016, se pravi, podpisal 2015. Takoj sva pač vedela, da morava narediti nekaj več, če pač hočejo biti na tej ravni, ne. In potem sva kar se odločila čez noč, pa sva rekla, da greva v Španijo. Čez zimo, ne. In sva šla v Girono, to je bilo začetek, v bistvu. To je bil začetek. Potem sva bila nekaj časa, skoraj 1 leto tam. In takrat se nam je to zdelo top, ne. Potem pa sva drugo leto odkrila Majorko. To je tak sanjski otok in za kolesarje in za vse te stvari. Pa takrat sta bila še sama, ne? Ja, itak, ja. Brez otrok. Potem pa je hitro prišel Monako, v bistvu. Ja, potem pa so prišli otroci in potem smo se ustalili v bistvu tam. Torej, cela tvoja nosečnost in vse je potekalo tam? Mislim, ja, pač več ali manj, ampak rodila sem pa tu, ja, zato ker je vseeno dom oziroma to je taka, kako se reče, občutljiva zadeva. Varnost, verjetno tudi, ne, ja. In potem, ja, nekje, ko se počutiš varno, ko imaš svoje blizu, ko poznaš zdravnike, ko poznaš v bistvu tudi konec koncev, kako poteka vse to, ja, sem se potem odločila, da bi želela to roditi, ja. Tako da. Pa takrat je bilo v bistvu še ful, to je, ne vem, to je zdaj 6-7 let od tega, ne. In od takrat do zdaj se pa tudi ful spremenilo spet. Da preden zaplavamo v vse to od
kako sta se vida sploh spoznala, nosečnosti Lora Roglič-Klinc. Hvala ti, ker si danes vzela čas. Zdaj ne vem, kdaj smo sploh začeli, ampak ne vem, če so slišali, jaz rekla, da vedno, ko priješ v Slovenijo, imaš tu gas, tako da hvala, ker si vzela čas, ker si prišla. Pa eno tako tipično vprašanje, ki ga ponavadi dam. Kdo je Lora? Kdo je Lora? V bistvu je to vprašanje, ko ga mislim, da kdo sem jaz, kdo si ti? Vsak dan odgovarjamo na to vprašanje. Ne? Jaz se ne bi rada definirala kot, ne vem, mama, žena, ne vem pač kaj, pisateljica, whatever. Jaz sem vsak dan nekaj drugega, dobesedno. In mislim, da je to v bistvu point celega življenja, da ugotavljaš pač kaj si, ali pa kaj si najbolj, ali pa kje, v katerem stanju, pri katerih pač pri početju ali pa s katero osebo si ti najbolj ti. In to je nekaj, se mi zdi, da pač ugotavljaš, ja, tako sem rekla, cel life. Tako da, kdo je Lora? Lora ne ve, kdo je. Ve pa pač, pozna svoje vrednote, pa stališča, tako da to je dovolj. Pa tudi, če bi vedela, ali pa recimo, da vem, ne bi se želela ful razgaliti pred, mislim, ne. Ne bi hotela, da vsi zdaj vejo, kdo je Lora. Ker v bistvu osebo spoznaš šele potem, ne, po nekaj časa. Tako da ja, vsak pač je, si to, kar si, ne. In glede na to, da kar veliko časa preživiš na ta način, da si medijsko izpostavljena, pač vaša družina je medijsko izpostavljena, kakšen bi rekla, da je nek tvoj odnos ravno to do kamer? Ne si pred kamerami ti, ali imaš občutek, da moraš nekaj igrati, da ne moraš spustiti čisto se ven, tako kot bi recimo se hotla? Sigurno pač kamere ne pridejo do mene toliko, kot do pač Primoža, ampak odvisno v bistvu od stanja, v katerem si, ne. Včasih imaš moment, ko ti je ful fino, pa se ful lahko sprostiš. Včasih pa tudi oseba, s katero se pogovarjaš, ne, ali pa ko te sprašuje, ali pa karkoli, ti ni prijetna, pa je čisto drugače potem izpade, ne, konec koncev. Tako da ja, v bistvu niso mi odveč, ne bi pa zdaj rekla ravno, da se odzovem na vsak, ne vem, intervju ali pa karkoli, pa tudi ne bi v bistvu, mislim, te stvari se mi zdi, da moraš pametno zbirati, no. Je pa pač, tako kot si rekla, to je del poklica Primoža. In v bistvu vse sfere življenja si delimo, ker ima pač tak poklic, ker se moramo vsi prilagajati njemu, tako da se tudi glede tega marsikdaj prilagodimo, ne. Čeprav recimo, vem, da sva imela naprimer ta Netflix dokumentarec o Turu, potem sva dovolila otroke posneti recimo zunaj, ne, ali pa kaj takega. Niso pa dovolila, da bi prišli pač v hišo, ne, ker so pač sicer so ful vztrajali, pa to, ampak se mi zdi, da take stvari je boljše večkrat premisliti, no, ko pa, ker potem res si na pladnju, ali kako naj rečem. Naprej bi sam rada rekla, ko si rekla dansko, da tudi odvisno, ne, s kom se pač pogovarjaš. To se meni zdi res zelo tak pozitivno izpostaviti, ne, ker se mi zdi, da v življenju ne čutiš z vsemi ljudmi enake kemije, kar je čisto normalno, ne. In včasih tudi recimo se s kom pogovarjaš, pa sta lahko oba res, kako se ne izrazim, zreli osebi, pa se mogoče ne bosta pokonektala, ne, kar je čisto normalno v življenju. Tako da to se mi zdi zelo lepo, da si poudarila na tak pozitiven način, kar se mi čisto logično zdi, ne. Sem ravno enkrat se spomnim, en tak komentar sem videla za eno gostjo in je nekdo veš na grd način napisal, da ni bilo nobene kemije in najprej te malo špikne v neki komentarji, pa pol si tak, glej, se tudi v lifeu ni kemije za vsakim. Ne. Pač če bi bili vsi vsem všeč, ne, oziroma bi se pač energije bile, kako se to pač na isti valovni, ne, kako bi bilo brez veze, ali kaj, ne. Veš, kaj mislim, tako da res pri teh stvarih se mi zdi zelo, pač da moraš biti zvest sebi oziroma zaupati svojemu občutku, ne, ker se to takoj začutiš, pač če je ali ni, ne, oziroma veš, kak mislim. Ja, tako da ja, definitivno. pač zaupati moraš tistemu, ko te notri vodi. Inner child. Pač, če smo zdaj že tukaj, ne.
Kakšna bi rekla, da je bila Lora, ko je bila mala? Lora se ne spomni, ampak je pa je, da sem lahko kar tak hodič. Fante sem tepla, to se spomnim. Mislim, po moje se bila kar... mala za clickbait. Tepla sem fante. Ne bi rekla. Mogoče prvi spomin, če imaš. Bila sem pač živa, ne vem. Pač, ko gledam za svoje otroke, si zamišljam, da sem bila jaz taka, no. Nekako, no se tudi mama zna reči, pač. Ampak drugačni časi so bili, ne, kot danes. Mi smo se igrali več zunaj, pa, mislim. Tako da ja, ne, mislim, lepo otroštvo sem imela, kaj. In kako se je potem, če greva dejansko na to, ker ti zapravljaš ogromno enih, lahko rečemo, vlog. Ja. Kaj si ti želela biti, ko si bila mlada, majhna in kako se je to potem nekako razvijalo? Pravijo, da sem rekla večkrat, da bom jaz enkrat predsednica države. Glej, se nikoli ni prepozno, tako da. Ja, lej. V bistvu potem, mislim, nisem na faks, ne, ko sem šla, nisem bila daleč. Mislim, šla sem v pravo smer, ne, če me ne bi pač pota odnesla potem. Ampak za sebe se pa spomnim vedno pač, da sem želela sem biti športnica. Pol pa druga izbira pa mi je v bistvu ostalo jezikoslovje, ali kako naj rečem, no, jeziki. Tako da, ampak, to je že potem v kasnejši dobi, no, mislim kasnejši dobi, recimo na srednji šoli, ne. Ampak je pa res, da sem že v osnovni šoli pisala in sem že v osnovni šoli napisala knjigo, pač, katera obstaja samo v enem izvodu, valjda, ker sem jo napisala kot za sebe, oziroma tako da mogoče je to bilo nekaj, kar sem si vedno želela delati, ne, saj pač, veš, kak redko kdo ima res izluščen cilj oziroma željo ali pa jasno vizijo o tem, kaj hoče biti, ne. Tako da, ja, če pogledam tako nazaj, potem sem kar na dobri poti, no. Se spomniš, no, verjetno se, ampak če bi lahko delila z nami, o čem je bila ta knjiga? O čem si recimo takrat pisala? Bila to neka ljubezen, narava? Kaj bom v 8. razredu drugega o ljubezni? Ja, o ljubezni, pa o športu, v bistvu sem ful črpala navdih iz svojega življenja ali svojih izkušenj. In je bila kot neka, ja, izmišljen roman, ampak taki mladinski, v katerem si lahko prepoznal ful nekih elementov pač iz mojega življenja ali pa iz življenja, ki sem ga poznala okoli sebe. Tako da ja, bila je pač najbolj romanu podobna knjiga, kar sem jo napisala, ker te dve zdaj nista roman, ne. Pa bi rekla, da si se zgodaj srečala z ljubeznijo? Spravo ne. Lahko rečemo, ja, neko to radost z zaljubljenostjo. Pa ne vem, mislim, itak vsak ima koga iz sosednjega razreda, ko mu je všeč, ampak se mi zdi, da v bistvu prej pač, mislim, da nimajo vsi sreče v življenju, da najdejo pravo ljubezen, res, ne? In potem lahko, da ni bila ljubezen, oziroma jaz vem, da zdaj ni bila ljubezen, ne? Ampak pač takrat sem mislila, da je ljubezen, ne? Tako da v bistvu so pa neki lepi občutki, ne? Ampak zdaj vem, ne, da ni bila prava ljubezen, ker mislim, da je prava ljubezen samo ena, no. Tako bom rekla. Tako da ne, s to sem se srečala malo kasneje. In kdaj si potem srečala dejansko pravo ljubezen? Mislim, to je Primož. Srečala sva se pri 23 letih. In kako je ta pot pripeljala skupaj? Ste imela kakšne skupne znance? Ja, to pa je taka bolj zgodba študentska, recimo. Zdaj, lepša verzija tega je, da sva se spoznala v študentskem domu, pa naj tako stane. Naj tako stane, vredo. In kako bi rekla, da je to hitro eskaliralo v to, da si potem se tudi odločila, da
boš malo zamenjala te karierne poti, si potem ta faks dokončala ali sta se potem že videla dansko skupaj odselila? Jaz sem magistrirala, tudi sem naredila prakso, to diplomatsko. Se pravim, da sem šla v pravo smer. Za tiste želje odprej. Potem pa mi je bilo v bistvu hitro jasno, ravno zato, ker sem imela pač osnove od športa odprej, da če hočeš pač nekaj doseči, kar si je on res želel, da moraš pač v bistvu tvegati. In ja, v bistvu odločitev je bila pač instantna, šele potem v bistvu začneš razmišljati, shit, kaj pa zdaj, kaj sem naredila, ne? Kaj pa bom jaz. Ampak v tistem trenutku, ko pa je prišla v bistvu ta možnost, pa nisem tako razmišljala, ne? Sem se pač odločila, v bistvu sem bila navdušena, to bo pač dogodivščina, postolovščina. In potem se je izkazalo v bistvu, ja, da je bila prava odločitev. Se tudi, mislim, zdaj nam je obema jasno, no, da se najbrž, ne vemo, ne, lahko da bi se, ampak je pa sigurno to pripomoglo k temu, da mu je pač uspelo, ne, da sva se oba odločila za to, da bova pač šla, oziroma sploh jaz, da bom pustila vse svoje stvari na nek način, ne, ko sem jih takrat počela, pa da bom šla z njim. Koliko časa sta takrat potem videla bila par, preden sta se skupaj odselila? Ne prav dolgo. Po manj kako leto. In se spomniš takrat nekih tistih občutkov, zdaj to mi boš potem še malo bolj razložila, ko sta bila videla, če reka si v Španiji najprej, ne? Sta bila videla v Španiji, on je recimo imel neke svoje treninge, imel je pač služba, ne? Služba. In kaj si ti takrat počela, ne? Si se soočala kdaj s tem dolg časom, kaj na jaz delam, s čim se na jaz ukvarjam? Seveda. Kako si bolj te misli predelala? Soočaš se predvsem z vprašanji, ne? Kaj je moja pot, oziroma pač kaj jaz tu delam. Sploh, če si pač ambiciozen človek, za kar bi jaz rekla za sebe, da sem. Ja, pač sprašuješ se v bistvu, je to res pač to, kar, ne? Ampak potem v bistvu, če je pač ta oseba druga, ko je s tabo, če ti da vedeti, da je to dovolj, ali kako naj rečem, potem je vse skupaj lažje. V bistvu te odgovore moraš poiskati v sebi, ne? Fino je, če imaš okoli sebe pač okolje, v katerem te kako se to lepo reče, ne da te spodbujajo, no, ampak tudi konec koncev tudi spodbujajo, ampak da v bistvu ne dvomijo v tvoje odločitve, ali pa da podprejo tvoje odločitve, ne? Da te tudi ne obsojajo, verjetno, ne? Tako, ja, zato ker itak pač vse pride, od slabe vesti do osamljenosti, do vprašanja od vprašanj o smislu, o v bistvu tudi karieri, o kdo sem jaz, kaj počnem, ne? Vse te stvari. Ampak potem, ko se pa vdaš v to, oziroma ko se pač sprejmeš ta položaj, ampak res sprejmeš, ne, res vdaš, ne da rečeš, ok, zdaj pa bom jaz tu, pa bo že nekaj, pa se pač možnosti same odprejo, če jih želiš videti, ne? Pa se ti odpravi in možnosti za delo in, ne vem, prijateljstva in pač karkoli, da si v bistvu ustvariš normalno življenje tudi nekje drugje, izven svojega domačega okolja, ne. In ja, in priznam tiste, ja, večkrat sem imela težave o lastni vrednosti na začetku. Ampak potem, ja, se pravim, ko sem se pa vdala na nek način, je pa kar samo se je steklo, v bistvu. Tiste prve leta sem itak še študirala oziroma pisala magistrsko, tako da je bilo ful lažje. Je pa res, da ni najlažje, ko v bistvu prideš v eno čisto novo okolje, mesto, nikogar ne poznaš, ne? In potem ti fantje grejo, ker pač, ne vem, midva so prišla tja v Španijo, en teden je bil doma, pol je pa šel za, ne vem, šel je za, kaj pa vem, 5 tednov. Na neke pripaje, verjetno. Ja, pa na dirke, pa take stvari, ne? To so pa potem, vsaj takrat se spomnim, da je bilo precej tako sitno obdobje, no. Ampak zdaj, ko ga pogledam pa nazaj, ne, ko pač v bistvu to skozi moraš priti, ne,
Neke prelomnice, verjetno. No? Pa ja, mislim, skozi moraš priti, zdaj, kakorkoli čas teče. Zdaj, ali si vesel, ali si žalosten, ali se jokaš, ali se čas teče za vse isto, ne? Razen pač, ja, tega se pa ne zavedamo, ali pa premalo krat se zavedamo. In ja, ampak no, to hočem povedati, da ko pa zdaj pogledam nazaj, je pa, ne vem, eno tako lepo vmesno obdobje novega začetka, ko v bistvu sva začela z nule in sva pač rasla, ali pa recimo ta začeten krč naj je potem ful okrepil, oziroma vse mene, no. Pa če zdaj pogledaš za nazaj, kako bi rekla, da sta vidva to predelovala, ne? Zdaj predvidevam, da ti tudi nisi hotela neke cele svoje frustracije dati na njega, ne? Po eni strani si hotela biti njemu verjetno support, po drugi strani pa si tudi ti sama neke notranje bitke imela sama sabo. Kako si s tem soočila? Oziroma sta se? Mislim, Primož je vedno bil tak, da je on je formiran človek. On za vse, vsak zakaj za njega ima svoj zato, tako da moram reči, da tudi pri temu je dosti krat mi pomagal, zato ker jaz sem čisto drugačna kot on, recimo, ne. Jaz sem hitra jeze, paničar, taki, on je pa čisto drugačen. Kaj si po horoskopu? Devica. Okej. To bi me poznak bolj zanimal. Se ne da, veš, so verjame v to, ampak po mojem, okej. Hočem sam povedati, da mi je vedno dal vedeti, da sem dovolj. In to je bilo v bistvu vse, kar mi je bilo potem pomembno, ker ja, pač in vedno sem rekla, da pač skupaj zmoreva vse, kako naj rečem. In potem se res, se pravim, potem, ko se vdaš v to, se ti začnejo poti kar same odpirati, no, če si dovzeten za te stvari, no. In kaj bi rekla, da je bilo to, da si potem vedela, to je to, iz vidika vajne zveze, nekega partnerskega odnosa, ker tako si rekla, nima vsi sreče, da spoznajo svojo pravo ljubezen, ne? Nekateri, ne vem, grejo parkrat na razen po nekih dolgih zvezah, ne vem, imajo 3 zveze po 5 let, pa še ne najdejo, ne? Kaj bi rekla, da je bilo tisto, to pa je to? Nisem imela tega momenta, mislim, meni se je od začetka zdelo, da je pač meni se je od začetka zdelo, da je to. Nisem imela potem, kasneje tega, veš kak, nisem ga probala, pa pol rekla, ok, to pa je res to, me pač v bistvu tudi, mislim, se mi zdi, da pač, ko imaš nekoga res rad, da ga vzameš takega kot je, oziroma vsem, kaj prinese zraven, ne. Pa bi rekla, da imaš kak nasvet, kako hraniti dolgoletno zvezo? Nimam. Žal nimam. Najbrž je pa veliko, mislim, se ravno to jaz govorim, ne, ko se ful prilagajam skozi. Tako da verjetno je tudi to ključno do tega, ampak spoštovanje, sigurno, pa pač res v bistvu klišejsko se sliši, ampak v dobrem in slabem. Pa tudi to, da v bistvu, ko daš, če daš, nekdo ima, ne? Ampak če daš, ne moreš pač pričakovati, da boš vedno dobil nazaj, ne? Zato, ker potem, mogoče ja, to na svet, da pričakovanja ustvarjajo razočaranje, no, to. Pa bi rekla, to bi bil moj nasvet. Si se ti tega mogla naučiti skozi zvezo, ali bi rekla, da si tega nekako vedno zavedala? Ne, to je v bistvu tako kot življenje, ne, gor dol, zdaj, kak moment se zavedaš, kak moment pa ne. Itak, celo življenje se učimo in skozi se moraš opominjati na določene stvari, ker se veš, kak je že pač tisto iz misli se razvija rutina in potem rutina postane pač, ne, nekaj, kar smo, oziroma to je življenje. Tako da ne, sigurno, na dober dan je vse dobro, ne, na slab dan je pa pač en kup dela. Ali kak naj rečem? Ja, da se dansko probaš iti malo iz perspektive, probaš malo pogledati stvari, pa si reč, ni slab life, samo pač slab dan. To je pa vedno, sploh v našem življenju je perspektiva
mislim, da stvar, ki je dnevno na vrhu, no, kako naj rečem. Zdaj, ker dosti krat moramo stopiti nazaj, pa pogledati pač širšo sliko, konec koncev, ne? In zdaj, vsaka stvar je vedno odvisna od perspektive. In ne glede v kateri, ne glede katera perspektiva je, mislim, da je vsak dan nekaj, pač se pri nas, za kar si tako hvaležen in tudi to se moraš naučiti, ali pa upominjati, ali pa zavedati, ali pa ponavljati konstantno. Ponavljati, dobesedno. Predvsem to. Pa me zdaj danes zanima, ko sta bila v tem Krču, kako se je pol to razvijalo? Si rekla, ok, on je šel za 5 tednov, ne? In si rekla, da si potem mogla to sprejeti, tisto res spustiti, se verjetno začeti tudi ceniti to, ne? Kaj imaš zdaj, kar ti je tu ponujeno, seveda, izkoristiti. In kako si se pol ti tega lotila? Se spomniš nekih prvih prijateljstev, prve službe, ki si jo tam dobila, če je bila tam, no, ali je bila remote, kakorkoli? Mislim, vedno je tako, da se moraš vrniti k malim stvarem, ki jih imaš za samoumevne. Vedno je pač v bistvu v takih momentih se mi zdi, da do izraza ful pride hvaležnost, oziroma tudi sposobnost, koliko si jaz sposoben prepoznati vse te svoje blagoslove, ali kako naj rečem. Tako da jaz se ne moram reči, da se spomnim, to je 10 let od tega. Ampak vem, da sem sprva načrtno začela res uživati v vsakodnevnih stvareh, ali kako naj rečem, ne? Oziroma tudi konec koncev v pisanju magisterske, ne? Ker sem pač tako daleč prišla, da imam te možnost pisati tam to nalogo, ne? Čeprav pač pol sem jo pa čez 10 minut vrgla v steno, ne? Ali pa me je bilo dovolj, veš, kaj mislim. Ampak potem se spet nekako pač 4 korake naprej in nazaj. Tako vse v življenju. Sem to še, si rekla, da si tudi ti imela neko odzadje z vidika športa. Ne? Kaj si trenirala? Jaz sem igrala odbojko, pač celo življenje. Pa trenirala sem biatlon. To v bistvu in odbojka in smučarski tek sta v bistvu še dan danes moji veliki ljubezni športni. Tek sicer je vedno težje, da tečeš po zimi, ker je ful malo snega po svetu, ker živimo v morju, ker je z otroci kar težko iti. Pa tudi odbojka, no, konc koncev, ampak zdaj sem letos začela nazaj igrati, pa sem se takoj poškodovala. Ampak to sta športa, ki sta me ful dosti naučila. Jaz sem te mislila ravno vprašati, kaj so ti dala. Ravno to, ne, zato ker odbojka je kolektivni šport, smučarski tek oziroma biatlon je pa individualni šport, ne. In meni se zdi, da res, ker imam izkušnje iz obeh, ampak to so izkušnje pač na neki, ne vem, to, kar, če primerjam s tem, kar Primož počne, je to rekreativna raven, ne, ampak vseeno, osnove so iste, ne. Še posebej verjetno, če odraščaš s tem, ne, in te tudi potem kot osebo to izoblikuje. Seveda, sploh pri kolektivnih športih, ko se v bistvu naučiš tega ali vodenja, ali deljenja, ali odgovornosti za druge. V bistvu, veš, kak mislim, ekipo, ne vem, moraš skupaj držati. Včasih nekomu ne gre, pa pač moraš prevzeti njegovo nalogo, ne? Ali pa obratno. Pa tudi verjetno oprostiti kdaj komu drugemu, ne? Pa tudi sebi na koncu konca. Točno tako, ne? Pač napake odpuščati si, ne? Sprejeti poraze, pač seveda pač slaviti zmage kakorkoli. Ampak tudi naučite neke kot, ne vem, ne discipline, discipline, pa recimo temu kot higiene zdravega življenja, ali kak naj rečem, ne. Isto pač tek, tam si pa sam s sabo, ne. In to je mogoče še težje v bistvu, ker pač tam pa ni trenerja, ko bi ti rekel, za ti pojdi, ne vem, teč za uro pa pol, ne. Ti se moraš sam se odločiš, ne, ali boš pač zdaj treniral ali ne. In to je v bistvu, to se mi zdi, da ti tudi pač potem, ne vem, okrepi moč volje,
In pač, ja, celotno, mentalno, ja, vse. Vse, zato ker veš, sprejmeš odgovornost zase, za svoje dejanja, ker konec koncev vsi smo, naša življenja so naša odgovornost, ne, za vsakega velja. Všeč mi je, kako si to artikulirala dansko. Ja, moč bolje, ne, zato ker noben ti ne reče, na koncu koncev, verjetno, ko imaš ekipni šport, jaz sem trenirala ples, sem že mislila reči, nisem, ne, si včasih misliš, joj, v 5 imam trening, zdaj bi tako šla spat za 2 uri, ampak ne morem, ne, ko si sam to lahko narediš, ampak po drugi strani pa se moš potem prisili, da vseeno treningo delaš, ne. Seveda, ja, ampak potem, ne, v bistvu, ko si sam, kdo je kriv, da si pač popušil? Ja, jasne, ok, pri odbojki, recimo pri kolektivnih športih je pač ok, ne vem, ampak vedno je, to je tudi ena taka zagonetka, ko jo vedno opažam, da se v slovenščini vedno reče zmagali smo, ko se pa zgubi, se pa reče zgubili so, ne, če ne vem. Slovenci kot... Mislim, ne, večkrat pač ja, ali pa mogoče pač na splošno svetu, da ne bom komu naredila krivice, da v bistvu, ne vem, imaš eno ekipo, za katero navijaš in potem se vedno reče, zmagali smo, ne, ko zmagajo, ko pa zgubijo, pa zgubili smo. Ja, ne vzameš noče na sebe vzeti. Ja, v bistvu, ne, če nimaš izkušnje iz športa, vse to je razumljivo, če nimaš izkušnje iz športa, to težko razumeš. Ja. In potem v bistvu sploh... Ampak ja, tako sem rekla, ja, tvoja dejanja so tvoja odgovornost in šport te to še kako dobro nauči, ne. Si rekla, da si začela spet malo nazaj, ne? Ki bi rekla, da najdeš v svojemu vsakdanu ravno čas, čega, za ta šport? Ga ne. Ja, to v bistvu pogrešam, no, malo, ampak ja, se zdaj v bistvu Leo je že velik, kar pač, ko je v šoli, če Alex v varstvu, potem imam kar nekaj časa lahko za sebe, ne, potem je vedno spet je na tebi, ne, kaj boš počel, oziroma, ok, nekaj je delo, ki ga moraš narediti, ne, potem pa ta prosti čas, pa pač ja, lahko greš športat, lahko pa ne, se pravim, želela bi si več, ampak ja, pač včasih so okoliščine take, da pač recimo, sploh ko potujemo, ali pa ne vem, ko smo na turu, ali pa ne vem, na Giro, ali pa karkoli, ko si v bistvu cel dan v avtu, druga polovica dneva pa za cesto, je to, ja, nemogoče. Tako da, ja. Si omenila, da si se poškodovala, si uspela to sanirati? Ne, niti ne, čisto. No, priznam, da sem mislila, da bo ful hitro boljše, ampak še ni vredo. Tako da imela sem 8 tednov tisti vakuumski gips ali škoren ali karkoli. Aha, si se prav face poškodovala. Okay. Ampak v bistvu je bilo ful smešno, ker sem prvič igrala več to skupino. Tam je, v Franciji imajo ligo nad 35 let, ne. Tako da sem juniorka, ker bom letos šele 35. In potem jaz sem šla prvič igrati to skupino, ne, in doskočim na mreži in samo slišim oh my god, ne, in tam se vržem na tla in tulim, ker me je res ful bolelo in oni so tako paniko zagnali, ne, jaz sem pa prišla tja z avtobusom, ne, mon dieu, kako bomo zdaj, ne, tu peljali, ja, nič, rešilca pokličimo, in potem je prišel rešilec in 3 reševalci in so me kot, da bi imela res neko grozno poškodbo, ne, ker na srečo pač ni bila en zlom, pa en grd zvin gležna, pa so me, ampak pač ja, na tistem delu so take ozke ceste, da so potem zaprli promet in pač kolona se je nabrala ne vem kako dolgo in vsi so trobili in se drli in kaj se zdaj tu dogaja, potem mene prinesejo ven na nosilih, kao. Tako da ja, zdaj se temu smejim lahko, v bistvu. To je bilo kar verjetno, ne? Takrat mi ni bilo ful smešno, ker me je bolelo ko pes. Tako da ja, se počasi bo, pa bo. Pa se boš lahko vrnila na igrišče. Recimo. Ja, to so vedno, ko se po nekaj časa, pa verjetno je še zraven bila tista neka borbenost, neko vznemirjanje, tista tudi želja, ljubezen do športa in itak daš vse od sebe. Ja. Valjda. Če zdaj se vrneva na obdobje, ko si rekla, da sta se potem selila, bi rekla, da ko
so prišli otroci, da sta se načrtno odločila, da želita družino, ali so prišli prvi, no? Ali je prišlo spontano? Ne, spontano v bistvu, ker ne vem, meni se zdi, pač želja obstaja, ne, ampak če pač jaz nisem tak tip saj, ne, človeka, to je po mojem tudi odvisno, pri nas je vedno vse, zaradi tega, ker pač tako živimo, vse je pač, kot da bi bomba padla, ali kako naj rečem, vse se zadnji moment odločamo, ne vemo, kje bomo jutri in tako je bilo tudi s tem na nek način. In potem, ja, mislim, pač te stvari se zgodijo, rečem. Tako da ne, ni bil načrt, pač vsaj za tisto obdobje, ne, ali pa kako naj rečem, ne. In se spomniš? Je bilo pa sigurno lepo, ja, da čeprav zdaj govoriti o tem, kak je v bistvu malo, kako se reče, hinavsko, zato ker ne moreš več, ne, ker v tistem trenutku se ti vse zdi pač, ne, groza oziroma strah ali veselje ali konec je mojega življenja, ki sem ga do zdaj poznala ali kakorkoli, ampak dobro, zdaj pa v bistvu lahko samo lepe stvari povem o tem, ko pogledam nazaj. In tako si rekla, verjetno neka poplava čustev, ne, živiš na, ne vem, zdaj rekla, drugem koncu sveta, ampak nisi ravno 1 urico stran od domačih, ne. Ja. In kaj so takrat bili neki vajni dvomi? Je bilo vedno, da boš ostala tam, kdaj je pol bilo to, da si šla nazaj v Slovenijo? Ni bilo dvomov. Mislim, ker pač vem, da sva si vedno rekla, midva sva zdaj pač še en v lupini več zraven, ne. Tako da nikoli nisva niti pretirano komplicirala ali pa kaj, tako da z tega, se pravim, ravnala, vedno se odločam tudi jaz ful po občutku, ful po momentu. Tako da ti niti ne znam odgovoriti, če sem se odločila, zdaj bom jaz tam ali ne bom tam, ali ni bilo neke jasne odločitve, ne. Vem samo, da mogoče zdaj tega ne bi tako naredila, ampak naprimer, ko je bil star le 5 tednov, smo šli že z avtodomom, ne vem kam, pa potem, ko je bil 2 meseca star, smo šli na Vuelto v Španijo in potem sva midva, ne vem, več kot polovico Vuelte sledila, ne, z avtodomom. Zdaj bi se mi zdelo to malo take, ne. Ja, kako si bila ti? Si bila ti toliko Ja. da si lahko... Mislim, po prvem porodu sem bila čisto... To je v bistvu tudi neka, se mi zdi, da v bistvu tudi mama se rodi na nek način. In pač s tem, ko se rodi mama, dobi tudi to mega moč, da je vsega sposobna, vsaj en moment. Ne rečem, da je vedno vse pač super ali pa nekaj, ne. Recimo, ne vem, prva 2 tedna, ko je šel na trening, sem ga hotela zaklati, ker jaz nisem mogla iti ven iz hiše, na primer, ne. Ampak to so vse pač taka hormoni in čustva, ki spadajo zraven in v vsakem trenutku se moraš zavedati, da je to samo začasno. In da tudi, če imaš kak slab moment, bo minil. Tako kot če imaš ful dobrega, tudi ta bo minil. Tak je, ne. Kaj si me sploh vprašala? Ja, dejansko, kdaj si se odločila, ne? Ja, to je. Kako vam je takrat bilo v tem obdobju? Ja, ne, potem v bistvu, ko se je rodil Lev, potem smo sicer vedeli, da enkrat pač se bomo morali nekje ustaliti kot družina. Zato sem potem, potem smo pač se odločili, da bomo vsi v Monaku. In tako si rekla, recimo po prvem porodu si bila čisto super, ne? Ja. Glede na to, da pač to, če tako pogledamo zdaj nek normalen, poprečen lifestyle, to ravno ni poprečen lifestyle, ne? Nimata oba dva služb od toliko do toliko, pač od neke ure do ure, ne? Kak je recimo sploh bilo potem tam z nekimi bolniškimi, tako si rekla, on si verjetno ni mogel vzeti zdaj 2 tedna fraj, da je lahko doma, da lahko pri nečem pomaga. Kako sta se tu znašla? V tem prvem obdobju sem bila še kar v Sloveniji, no. Tak, potem pa v bistvu, se pravim, pač otrok je rojen junija,
julija vem, da je Primož bil že na večinskih pripravah, kar je bilo 3 tedne, ne? Potem pa šel direkt na Vuelto, kar je spet 3 tedne, tako da neke ful skupaj nismo bili, ne? Ravno zaradi tega sva potem midva šla za njim, z avtodomom. Tu pa so bile babice, seveda, ne, prva pomoč, tako da vedno. Pa če zdaj pogledava mogoče tudi to drugo perspektivo, ne, torej perspektivo očeta, ki jaz verjamem, no, da tudi ima v sebi neko željo biti z svojo partnerko, pa z dejansko otročkom, ki je še zelo majhen, pa tega ne more. Ste se tu pogovarjala, kak je on recimo to doživljal? Niti ne, ampak sigurno mu ni bilo lahko, ne. Pač oditi oziroma... Ampak, ja, če tega ne bi počel ali pa sprejel, ne bi bil to, kaj je. Tako da ni lahko. Če bi bilo lahko, bi vsi to delali, ne. Tako da tudi te odločitve so težke, ali pa v bistvu so odločitve, ki jih ne želiš sprejeti, pa jih moraš. Je bi ga tako, ja. Si rekla, da se mama rodi. Kako bi ti opisala dejansko ta občutek ali pa neko svojo notranjo spremembo, ko še nisi bila mama, pa potem, ko si postala mama? Bi rekla, da si, ne vem, na neke stvari gledala totalno drugače? Ja, mislim, prej nisem upala otroka primiti, pa je hotla, oziroma se pa zjočem, ko vidim kakega. Ampak to pride v bistvu, to se mi zdi, da je nek naraven proces vsega tega. Tega ne moreš ali prisiliti, ali priučiti se, ali veš, kak mislim, niti zafejkati. To so notranje spremembe, ki se zgodijo spontano v človeku, ne. Mogoče tudi ne čisto takoj. Mogoče kasneje, ko si pač ti spet ti nazaj, ne. Ko se tista mama, ko se rodi, pomakne svet ozadje, pa si spet samo, ali pa si bolj podobna sebi od prej, ne. Takrat šele, potem mogoče. Vse mora biti v ravnovesju, da te stvari spoznaš, ampak ja, jaz sebe prej nikoli nisem videla kot mama. Še moje kolegice so se ful zafrkavale, če lahko malo otroke, če lahko imamo vsi. Tako da, zdaj pa se mi zdi, da sem kar dobra mama. Pa bi rekla, da si takoj začutila to neko, kako se naj izrazim, ne ljubezen, ampak neko sprejemanje otroka, ker se mi zdi, da hvala Bogu se danes tudi večkrat, naprimer, kdo poudari, da je imel res težave, da je navezal nek stik z otrokom, ali bi rekla, da je bilo to instantno za te? Ne, ni bilo instantno, mislim, kaj je instantno, in tako za decijo zdravil, prvi ti dajo pač to vijolično, ne, pač dojenčka, in kaj naj zdaj, v bistvu, pač šokiran si, ne, telo je v šoku, ti si v šoku, otrok je v šoku, porod ni najlažja stvar na svetu, ali kako naj rečem, je zelo boleč in 1 ura se zdi kot 5 ur in to so pač občutki dobri in slabi, ki jih ne pozabiš, ne, čeprav, okej, smo tako narejeni, da se spomnimo dobrih stvari, ampak ne, sigurno ne, potem vsaj iz moje izkušnje lahko rečem, da je ta povezava nastopila kasneje, ko pač, ja, ko prideš nazaj na svoje delovne obrate, ali kako naj rečem, ne? Ko se v bistvu iz tistega stresa nazaj odmakneš kak korak, pa pač, ko imaš v bistvu priložnost sprejeti to novo življenje v bistvu, zato ker prej je vse sam hektika, ne? Ali pa ko si v bistvu v miru sam z sabo, pa šele takrat se je pač meni zgodila neka sprememba, no. Po se pa itak zaljubiš do daske. In če se dansko potem spomniš tistih prvih par let, ne, preden sta potem dobila še drugega sinčka, bi rekla dansko, da ti je zdaj lažje ali težje, ko imaš 2 otroka? Odvisno od momenta. Včasih lažje, včasih težje. To je pač sigurno je lažje, zato ker vsaj tiste prvih, ne vem, prva pol leta, ker znaš, oziroma znaš. Enkrat si že dal to skozi, ne? Pa kao misliš, da znaš. Pač ja,
te osnovne stvari, ampak drugače pa ne, se pravim, čisto odvisno od momenta. Včasih je ful lažje, da sta dva, včasih je pa hudičevo težje, ne? Ampak ravno to sem se spraševala v bistvu pred drugim porodom, ne? Kaj zdaj, kaj če ga ne bom, ne? Kako bom lahko imela še nekoga tako rada, kot imam Leva? Ampak potem v bistvu, ko pa se to zgodi, je pa pač v bistvu dobesedno ni teh vprašanj. Ker tudi mislim, da sem to celo zapisala, pa da je celo v tej knjigi, ampak V prvi ali drugi? v drugi, da se v bistvu sprašuješ, če boš mogel zdaj razdeliti ljubezen, ne, na 2 dela, ali pa na 3, še za pač primoža, ali pa celo na 4, ne, še na sebe. Ampak potem je pač, je vsega sem še več. Sem še več, ja, res. Ampak tega pač, če ne doživiš, ali pa težko razumeš, ali pa verjameš, če ne doživiš. Tako da mislim, da so, ne vem, strah te je, potem pa so vsa vprašanja odveč. Tako bom rekla. Pa ena tematika danes, ko me zanima, glede na to, da je bil Lev star 4, ne? 4 je bil star? Ja, 3,5. Te je bilo kaj strah, da bo tu nastopilo ljubosumje? Mislim, pač sej ljubosumje še zdaj, ne? In kako se s tem, kako probaš to malo umiliti, recimo? Je pač, vse to se velikokrat zgodi, ne? Zato, ker itak normalno je, da te sploh v prvem letu mlajši otrok več potrebuje, ker pač ne more, ne? Medtem ko je večji že mogoče samostojen, ampak ja, v bistvu sama sva se zelo trudila, da nisva spregledala teh znakov oziroma njegovih klicev na pomoč, ali pa, oziroma da se nikoli ni počutil zapostavljen. Ne vem, če nam je uspelo ali ne, ampak nikoli ne moreš obema isto pač, nekako ne to zdaj razložim, da se ne bo pač čudno slišala, ampak težko je, ne, da bi bila oba skozi zadovoljna, ne? Ker tudi jaz se ne morem dati na pol, pa karkoli. Tako da se pa res pač trudiva oba, da si tudi, ja, da si vzameva čim več časa tudi z Levom, ko je zdaj že velik, ne. Tako da, ja. Kako bi rekla, da izgleda zdaj nek vaš povprečen dan? Ni povprečnega dne. Aha, okay. Torej so si vsi čisto različni. Ja, mislim, ja. Ali pa, če dava primer, recimo, ko so neke dirke, Ja. neki turi, ki so res pač večdnevni, večtedenski, ne? Kako takrat izgleda vaše življenje, ja, tvoje z njima dvema, jo vzameš vse posod s sabo, ali ste kdaj na kakem varstvu, ga greste vedno spremljati, ali pač da ostanete doma? Kako to potom poteka? Zdaj smo bili v bistvu, zdaj razložim ti lahko na primeru tega tura zdaj. Ja, prvih 10 dni tak smo spustili, zato ker ja, pač je nekaj bilo. Potem so šla jaz recimo sama v Pireneje za vikend z letalom, pa sta bila otroka z mojo mamo. Potem sem prišla nazaj, smo spakirali, pa smo šli v Alpe, vsi skupaj, z avtom. In potem smo tam pač bili v enem apartmaju in to pomeni, da ja, pač da se zjutraj zbudiš, oblečeš in greš. To pomeni to. To ne pomeni, da in greš pač na cilj, recimo, ne? Poješ po poti in potem tam cel dan čepiš, da pride kolesarji mimo, ne? Ali pa če ti to ne uspe, recimo, ne vem, na en klanec nam ni uspelo priti, pa smo potem ga počakali pri ekipnem avtobusu, ne? Ampak ja, vzamem jih s sabo, zato ker želim, ali pa želiva, pač ja, da se naučita tudi tega, da kako zelo se moraš boriti,
da ti nekaj uspe, pa kako pač pomembna je družina. In pa ja, pač tudi da to, da kako naj rečem, da sta čim več. Vem, da njim trem fantom ful pomeni, če so skupaj, ali pa če se vidijo, tudi če se zavidijo za 2 minuti. Tako da to je, mislim, da je vzajemna potem outcome. Od 2 minut je še 3 dni traja veselje in sreča. Tako da ja, no, se to ravno sem začela, da nismo prišli na en klanec in potem smo šli v bistvu čisto stran od dirke k klubskemu avtobusu, samo tako, da ste ga videla, ko je prišel v bistvu se oblečiti. Torej, oni, ko so tam, pa imajo te etape, ki so ponavadi dnevne, ali so kakšne več dnevne? Dansko, ali so ponavadi mislim, dnevne? vsak dan je ena etapa, ne? Zdaj, tur ima 21 etap. Pa vmes, koliko imajo počitka? 2 dni. Aha. Vsak ponedeljek. Prvi ponedeljek, začne se pa navadi v soboto, potem prvi ponedeljek ni prost, potem drugi Pa 3 ponedeljek tedne je, potem. pa tretji ponedeljek. Okay. Pa tretji ponedeljek, ja. In oni so cel čas z ekipo nastanjeni, predvidevam nekem apartmaju, hotelu. Vsak dan v drugem hotelu. Aha, torej niso recimo, da bi oni bili tam, pa bi bili recimo zvečer z družino, ampak so z ekipo. Ne. V bistvu tudi, če bi bili mi tam, oni Prosto. ne bi imeli časa, da bi, zato ker recimo etape na turu se končajo zelo pozno, ne vem, med 5 in 6 recimo, ne. Predno se odpre cesta, traja, ne vem, recimo 2 uri. Potem imajo še transfer do hotela za naslednji dan, ko je sigurno 1-2, včasih 3. Potem pa še masaža, pa večerja, ne. Ja, pa verjetno neka regeneracija, pa spanec, pa vse stvari, ki pač pridejo zraven, ne. Tako da, če bi hotel nas videti, to ne bi bilo pred polnočjo, kar pa ne bi bilo, ja. In kako se pa potem ti s tem soočaš? Jaz zdaj predvidevam, da sem zasledila par izsekov iz knjig, da ni ravno najlažje, ne? Zdaj verjetno že kot odrasel človek, odrasla ženska stati na mestu, verjetno te še zebe v kakih Alpah, pa še zraven verjetno 2 otroka, ki se verjetno mama zadereta na vsaki 2 minuti, ne? Kakšni so ti občutki? Mislim, jaz vem, zakaj sem tam, in potem, ja, če veš, zakaj si tam ali pa nekaj, meni je to vedno, jaz imam rada izzive, pač in pustolovščine, in dogodivščine, in nove stvari. Tudi če vem, da recimo, da včasih vem, da bo šlo narobe, ne, če to naredim, pa vseeno naredim, ne, pa potem pač sicer plačujem, ampak to je v bistvu, to so trenutki, pač, za katere se živi konec koncev. To je ta nepredvidljivost življenja, ali kako naj rečem. To so, ne vem, od tega pač postaneš malo odvisen tudi od tega, če sem iskrena. Mi lahko daš nek primer? Nekaj dogaja. Kaj recimo je nekaj, ko veš, da bo šlo, pa vseeno rečeš, ok, gledajmo. Mislim, ker recimo, ne, vem, da ne bom prišla, recimo, etapa se konča na vrhu hriba, ne. In jaz vem, da bojo predno bojo spustili normalne avtomobile dol, če bom sploh prišla gor, bojo spustili vse policiste, ekipe, novinarje, ne vem, organizatorje dirke, vse, in to bo trajalo 2 uri pa pol, ne. In pač to pomeni, da bom 10 na hribu, predno bom šla dol, ne. In potem vseeno mislim, mogoče bo pa danes drugače, gremo probat, ne, ker pač, mislim, ne, da je tak narobe, ampak bil je en ful, mislim, zdaj mi je zabavna zgodba, ampak zdaj, ko je bil tak gorski kronometer na turu in ok, štart je bil spodaj, na ravnini, potem pa so šli na vrh hriba, kronometer pač gre vsak posebej, ne. In jaz sem pač razmišljala, grem z gondolo gor, ali sploh ne grem, in potem sem dobila možnost, da Primoža spremljam iz avta za njim, med dirko v bistvu, ne, njega. In sem rekla, ok, itak grem. Nisem pa vedela, da pač mi je ta gospod, s katerim sva potovala skupaj, torej Primožev agent, v torbico dal ključ od avta, ne. In v prvih nekaj kilometrih je bilo ful ovinkov. In mi smo s kolesom si v ovinkih pa navzdol vedno hitrejši kot z avtom, ne.
In mi smo tako divjali, da mi je ključ padel ven iz torbice. Ampak jaz nisem vedela, da imam sploh ključ v torbici. Od tega avta, s katerim ste se vozili, ali od tvojega avta? Ne, od mojega avta, ki je ostal spodaj na štartu. Okay. Mi pa smo šli na vrh hriba. In ključ, jaz nisem vedela, da je ključ v torbici in ključ pade ven iz avta, ne? Ven iz torbice, v avto. In ta avto, v katerem smo zdaj bili, klubski avto, kateri je sledil Primožu in sem bila tudi jaz noter, je šel naprej, preko hriba, proti njihovem hotelu, ne? Jaz sem pa šla nazaj dol za gondolo. In potem sem prišla do avta in sem ugotovila, da nimam ključa. Ključ je pa šel pač. Potoval je. In potem smo na srečo dobila enega mehanika, da naj jo s kombijem peljal. Sicer smo še 2 uri stali v vrsti, da so odprli cesto, da naj jo odpeljal do enega lokala, kjer so pustili ta ključ. In potem sem si poklicala taksi in smo šla nazaj 1 uro po ta avto, ki je bil potem na sredi ceste, ne, ker so vsi se spakirali. In potem še 1 uro pa pol do hotela. Tako da, ja, pač, zanimive stvari se ti zgodijo. Kar utrojoče, verjetno. Ja. Verjamem, da še imaš kakšne takšne momente, ki se jih spomniš, če jih boš delila. Ne bom. Moram reči, že kaj napisala, čez kako leto pa... Kaj pa bi rekla, da je bil res tisti nek mogoče, imaš kak tak grozen moment, ki ti res ni bil najbolj, mogoče, ki si ga že napisala? Napisala ga nisem. Še. Tudi, ne vem, mislim, grozen moment zdaj tako nasploh. Čist tak, ko si ga ti dojemala, ali je mogoče, ne vem, bila to, ko je bila neka poškodba, pa si bila res ti v krču, ali ko si se ti počutila grozno zaradi kakih drugih stvari? V povezavi s Primožem ali nasploh? Lahko poveš oboje. Mislim, vsi padci so precej grozni, ne? Sploh, ko ne veš, kaj je, oziroma ne moreš, nisi tam, ali kako naj rečem, ne? In potem ta kamera vedno pokaže pač tak stvari, ne? In potem, ko si nervozni, hitek ne vidiš, tako da padci so grozni, no, ampak mislim, da je bil tisti lanski na Baski, ko so se vsi nagrmadili na dol v en betonski jašek, je bil pač po moje, no, pač kar dober jo je odnesel. Ampak ja, ne vem, če ni bil tisti najbolj grozen, ja. Sem pa pred kratkim doživela v bistvu najhujšo izkušnjo v svojem življenju, ampak še nimam moči, da jo delim. No, lej, če boš daj napisala kaj o tem, če se boš odločila, verjamem, da boš uspela spraviti na papir. Tako da upam, da boš uspela ti najprej predelati, pa vi, pa da bo vse okej. Pa če se zdaj vrnemo dansko na te poškodbe, ne? Kako bi rekla, da izgleda potem recimo neko nadaljevanje, ne? Torej, tu si rekla, da je pač bila res neka grupna stvar, kjer so se vsi, zdaj predvidevam, da potem ogromno teh tekmovalcev ne nadaljuje tekme, ne? Kako to potem izgleda, preden jih oni, ne vem, peljejo, ali jih peljejo v bolnico, ali jih odstavijo, lahko ti takrat recimo prideš do njega, ga vprašaš, kak je, ali ste spet ločeni? Ne, mislim, pač v tem primeru, ko sem tega omenila, to je bilo v Španiji, jaz sem bila doma, dirka je bila prekinjena, etapa neutralizirana, to pomeni, da se morajo vsi ustaviti. Zato, ker nimajo dovolj rešilnih avtomobilov, da bi pač bilo varno nadaljevati dirko, ne? In itak je bila tista pač, sojo pač niso šli naprej, zato ker je bilo preveč poškodovanih, a kako ne rečem. In mislim, je kako število, ne vem, zaverjetno, če 2 padeta ni, ne? Če pa jih je ogromno, je tu kako število, kdaj recimo se prav prekine etapa? Mislim, to zdaj bi mogla v pravila pogledati najbrž, ampak ne, mislim, ne vem ti povedati, kako to deluje, no. V bistvu tudi včasih se s posvetom s tekmovalci lahko
prekine ali pa v bistvu neutralizira ali pa sicer redko kdaj, ampak tudi odvisno od padca, ne? Veš, kaj mislim, če nekdo malo pade, ni nič. Ali pa če jih 10 malo pade, pa nobenemu ni nič, hvala Bogu, ne, lahko grejo vsi naprej. Če pa en hudo pade, pa mislim, itak vsi si želimo, da je bilo tega čim manj, ne, ampak to je del tega športa. Kako pa ti gledaš recimo na kolesarstvo? Rada kolesariš ali sploh ne? Ne? Ne. Ne da se mi obleči. Meni se zdi, da je ful lažje si dati pač teniske obut pa iti laufat, ko pa vse obleči, pa to pa še ful je dosti prometa, ful ti časa vzame, ful je, ne vem, je kar nevarno, no? Med vsemi avtomobili pa to. Prej si omenila, da tudi tebi pa fantom ogromno pomeni, da so oni trije skupaj, ne? Da si delijo to neko moško energijo, ne? Torej, takrat, verjetno se tudi ona dva kar dosti časa brez očeta. Kako bi rekla, da to vpliva na njiju in kako nekako ti poskrbiš, da se ona dva pač takrat zavedata, da ni recimo on odsoten, ker bi hotel biti odsoten, da ni z njima, ampak da pač je to njegova služba, ki pač terja to, da je takrat odsoten. Mislim, zdaj mu je vedno bolj jasno pač, kaj on dela, kdo je. To ne spremeni dejstva, da pač 10-krat na dan vprašal tako, da gre ti z nami domov, ampak to pač otroke je treba to naučiti, ne, oziroma jim povedati 100-krat, pa 1000-krat, če je treba. Ampak se mi zdi, da je zelo dobro dojemata te stvari. Sploh pač večja kot sta, bolj razumeta, ja. Pri teh stvareh, ja, ko pa smo sami v bistvu doma, je pa mislim, ja, včasih pač moram prevzeti naloge obeh in očeta in mame, kar nočem, ali pa mi ni všeč vedno. Ampak pač, ja, tak je. Koliko časa pa bi rekla, da v povprečju preživite skupaj? Verjetno spet, ja, predvidevam, da se razlikuje od, ne vem, neke sezone do sezone, ampak če tako potegneš neko povprečje, recimo na tedenski bazi. Ne vem, recimo letos smo ful malo preživeli skupaj, zato je ravno ta zelo malo, no. Februarja, ne, recimo, da je do 15. februarja, da je bil doma, po pa ga ni bilo do konc maja, po pa spet je bil, ne vem, 8, 9, 10 dni doma, pa zdaj do 2. avgusta v bistvu. Tako da, ja. Se razlikujejo v bistvu od dirke do dirke, ampak je pa vsak potem moment, ko ga imaš skupaj, vreden oziroma ga ceniš. Je to verjetno res taka neka, pa ne bom rekla slaba, ampak mogoče neka plat življenja s profesionalnim športnikom, ki jo večina ljudi spregleda, ne? Pa bi mogoče videla samo neke pozitivne stvari, teh pa ne, ne. Kaj bi ti rekla, da so še neke stvari, ki so tak, torej, ko živiš s profesionalnim športnikom? Mislim, zato, ker mi živimo, je za nas normalno, ne. Zdaj pač, kaj nekdo zunaj misli, ni moj problem, konec koncev, ampak tako da v bistvu, ja, ne vem ti povedati, včasih jim je težko razumeti, da zakaj trenira veliko noč ali pa zakaj dirka ali pa ne vem, nekaj takega. Drugače pa, kaj pa vem, no, saj v bistvu ni edini, ne? Ni edini. Pač mislim, da je veliko oseb, ljudi, parov, družin v taki situaciji. Seveda se razlikujejo med sabo, ne, gor dol, ampak nismo edini, tako bom rekla. In vse se da, sicer pa pač vsako življenje se od drugega razlikuje, ne. Nobena služba tudi ni ista. Ti ne delaš isto kot jaz, pa ne vem, tvoja prijateljica ali pa karkoli. Tako da
Le z malo razumevanja oziroma se da vse razumeti. To je bil ful pametni stavek. Pa ne vse dansko, ne bi rekla, da si tudi ti zaradi teh izkušenj kot oseba bolj razumljiva, mogoče do kakih drugih situacij v življenju ali pa do drugih ljudi. Seveda, mislim, pač ne vem, meni se sploh ne zdi nič več čudnega. Mene zelo redko pač kaj preseneti, kako ti ne rečem. Zato, ker se potem, a pa če me že hoče, se vedno spomnim, kako pa mi živimo, ne? Tako da se zelo, ne vem, pač ja, vsak živi tako, kot mu paše. Vsak dela to, kaj mu paše, in če ne pri tem ne prizadene, ali pa, veš kaj mislim, drugih pač do your thing, ne, you do you. Pa si rekla, vsak dela, kar hoče, ne? Mislim, dela, veš kaj mislim, ne kot službo, ampak... Pa če se dansko naveževa na službo, ne? Kaj bi rekla, da je pa zdaj, oziroma kako bi rekla, da se pa je tvoja neka služba oziroma karierna pot potem razvijala, ne? Vmes si tudi bila v vlogi pisateljice, kako je potem do tega prišlo, pa so še tu kakšne stvari zraven, kakšne poklici zraven? Si bila tudi urednica, ne? Ne. Nisi pisala nekih? Ja, kolumne sem pisala. Aha, to. Ja, to ja. Jaz sebe še vedno nimam za pisateljico, ampak ja, mislim, ne vem, če to šteje, če si izdal knjigo, da si pisatelj, okej. Tako si rekla, lej, Lora je vsak dan nekaj drugega, ne? Tako da v tistem času si bila verjetno bolj kot, ne vem, mogoče kdaj prej. Ja, res je. Ampak to je nekaj, kar res ne jemljem kot delo. Aha. Ker imam zelo rada. Ker preveč uživaš verjetno v tem. Ja, ker mi v bistvu to je zraven recimo teh športov, ko jih imam rada, je mogoče edina stvar celo, ko ti ura mine kot 10 minut, pa sploh nisi, ne vem, utrujen, pa kakšne stvari. Tako da to je sigurno ena stvar, ko pač zelo rada počnem in ja, na srečo je tudi kar dobra, bom rekla, no. Vsaj po odzivih ljudi si upam reči, da in prva in druga knjiga sta bili zelo dobro sprejeti. Potem pa se to, ne, zdaj, ko sem drugo izdala, pa je bilo res, recimo, hektično. Čekaj, drugo si letos, ne? Ja. Zdaj, pred kratkim. Ja. Pa sem potem si rekla, zdaj pa zihar ne bom pisala več, ne vem koliko časa, ne. Zato, ker sem prazna, ali kako ne rečem, ne. Ja. Valjda, takoj sem imela spet zvezek, pa kuli, pa sem pač zapisovala vse te navdihe ali vzgibe ali stvari, ko so se nam zgodile ali ko sem jih začutila ali kakorkoli. Je pa v bistvu res, da tako si rekla, pač kaj počnem, da ja, zdaj v bistvu ja, kdo sem jaz? Jaz sem jaz, ampak vseeno hočeš nočeš je moja identiteta zdaj povezana s Primoževo, ne? In zato, ko sva pred 4 leti v bistvu ustanovila fundacijo, od takrat jo pač jaz vodim. Tako da to mi vzame kar precej časa, glede na projekte, pač, ki jih delamo, pa res nas ti dosti. Smo pa srčni, pa zagnani. Tako da res, jaz sem prav ponosna včasih na to svojo miniaturno ekipo, ki resno ni samoumevno, da najdeš dobre ljudi, ki pač bi delali stvari za tak namen, ne? Pa ponavadi še pač pro bono. Potem pa imamo še trgovino z recimo navijaškimi izdelki, ki je v bistvu nastala iz fore, ali kako naj rečem. Ampak potem je to v bistvu se nekako prijelo in zdaj imamo pač vsaj meni so všeč, ali pa zase lahko trdim, da jaz mislim, da imamo ful dobre dizajne, ful dobre stvari. Ja, da imamo kar nekaj stvari in s temi vsemi rečmi imamo ful pač dela, ne? Si vključena v te stvari, da pomagaš pri dizajnu? Seveda. Mimo mene, mislim, nič ne gre mimo mene. In če zdaj se vrnemo na fundacijo, kako to, da ste se odločili, da boste nekaj
takega naredili? V bistvu je bilo več razlogov. Eden od teh je, da vedno je dobro spodbujati šport, ne? Zato, ker je šport je v bistvu vsaj za nas, našo družino, ena najpomembnejših stvari v življenju. Ne? Tudi če ni pač, ne govorimo o profesionalnem športu, o gibanju. To je ena stvar, potem druga stvar je bila to, da ima Slovenija statistično ful visok delež mladinskih svetovnih prvakov v različnih panogah. Ne? Veliko, a pa preveč jih pa potem kar neha. Ker nimajo pač, ne vem, podpore, sredstev in tako dalje. In pa zato v bistvu, ker naj jo je v bistvu navdihnila tudi Primoževa zgodba, ne? Da mogoče bo pa nekdo tako kot on. Pa pač bi rabo pomoč in zakaj mi ne bi v bistvu, če lahko nekomu pomagaš, ne? V katerem prepoznaš talent ali pa nekaj, zakaj mu ne bi pomagal, če mu lahko. Tako da iz tega se je pač razvila fundacija, ki ima zdaj kar nekaj projektov. Večinoma so povezani s kolesarstvom, no, tako bom rekla. Ampak nismo zaprti za druge športe. Ampak ja, pač področje, ki ga najbolj poznaš, je potem tisto, ki se ga prvo bolj temeljito lotiš, kako naj rečem. Pa se lej prav. Veš, da če že nekaj delaš, se ne razcepiš na tisoč in eno stvar in si potem vse posod površno, ampak pač rajši delaš res kvalitetno na enem področju in ko vidiš, da zmoreš več, pač vzameš več. Ne? In to se mi zdi tudi zelo odgovorno. Mislim, vsaka čas delate to, kar delate. Ne? Da jaz vedno tako rečem v tem primeru, ko jaz delam, ne? Dosti lažje je se vleči na kavč pa ješ čips, kot pa iti na trening. Seveda je. Dosti lažje je dati in denar in čas v svoj žep, kot pa pač ga dati drugam. Ne? V bistvu se moraš, vedno je vprašanje zakaj, ne? Ampak potem, ko enkrat doživiš, ne vem, ta čustva na enem od dogodkov ali pa potem je takoj vse vredno. Zato ker, mislim, to je pač ta energija oziroma in to je tudi, to mogoče sem prej pozabila omeniti, to je tudi neka stvar, ko te vleče na dirke. Energija ljudi oziroma ljudje ti dajo in v bistvu in fundacijo in to, mislim, vse je zaradi ljudi oziroma energije ali pač tistega, kar dobiš, pa tudi, če ti noben ne da namenoma, ali kako ti naj to povem, veš, kaj mislim, ampak pač čutiš. In v bistvu letos še imamo naš največji dogodek, projekt je itak ta Zlati krog, ko je vsako leto oktobra, dobrodelno kolesarjenje. Letos bo v Novem mestu, smo pa izvedli letos že ful enih, ne bom rekla lušnih, ne maram te besede, dobrih projektov, no. Vedno podpremo BMX tekmovanja v Mariboru, podprli smo Kids Tour of Slovenija, ko je v bistvu kolesarska dirka etapna, edina takega formata, mislim, da v celi Evropi. Organizirali smo v sodelovanju z enimi v Mariboru otroški spretnostni poligon, ker so se otroci v bistvu spretnosti učili. Potem imamo otroško kolesarsko druženje vsako leto, kjer se otroci, v bistvu zdaj bilo enkrat je bilo zunaj, enkrat v dvorani, ker se otroci, imamo take ful velike svetlobne figure, ne vem, žirafe, smejkote. Tako da na razpisu bomo zdaj ponovno odprli, da pač posojamo kolesa za eno leto, pa podarjamo čelade. Tako da to se mi zdijo v bistvu stvari, ki te izpolnjujejo oziroma ti dajo energijo. Ali pa v bistvu, ko daš, imaš še več. Ja, se strinjam. Tako bom rekla, evo. In kako ti dojemaš denar in materializem? Mislim, dojemaš ga pač tako kot je, kot sredstvo za preživetje.
ga jaz dojemam. In ko ga imaš dovolj za dostojno življenje, se mi zdi meni, vsaj meni ni pač preveč pomembna, kako naj rečem. Tako da, ja, mislim, kaj ti ne odgovorim na to vprašanje. To jemam. Rabiš ga, ne, da preživiš, to je dejstvo. Tako da, ne vem, kaj ti ne rečem. Ne, sej razumem. Ravno to, v bistvu, mogoče ravno zato, ker živimo v okolju, kjer je vsega preveč, v Monaku, se pač te vrednote ali pa prioritete še bolj pač skristalizirajo, kako naj rečem. In ja. Kakšne pa bi rekla, da so tvoje oziroma vaše vrednote? Kakšne so naše vrednote? Ne bom našla odgovora. Od česa bi rekla, da hočeš mogoče, imaš kako stvar, ko mogoče hočeš otroke odvrniti od nje? Ali pa da recimo ne želiš za svoje otroke? Mislim, v smislu, kaj ne želim, da se jim zgodi, ali kaj ne želim, da počnejo. Mogoče kakšni ne želiš, da postanejo? Mislim, na to starši imamo vpliva samo toliko, ko nek omejen vpliv imamo, ne? Na to, kaki pač bomo, ali kak se bojo pač otroci razvili, ampak mislim, da je najboljša vzgoja je vzgled ali pa oziroma pač, da vidijo stvari, ki jih počneš, odnos, ki ga imaš, ne vem, do partnerja, do okolja, do narave, konec koncev, do denarja, do stvari, do dela, do vsega. Mislim, da je to najboljša stvar, ko pač ja, da pač morajo videti, ne, da se nekje naučijo in da smo jim za svojim zgledom, svojim najboljša kot popotnica. Tako da ne bi rekla, oziroma ne morem reči, kaki ne želim, da bojo. Mislim, vedno je nekaj lastnosti, za katere si želiš, da bi jih imeli ali pa razvili, ne, ampak ja, oni so pač moja otroka, vsak človek je zase svet. In jaz ne morem vplivati na to, kaj bosta postala, pač kako se bosta razvila, kaj bosta, mislim, lahko jim pomagam, lahko jih usmerjam, zdaj še, ko sta pač v tej zgodnji fazi, potem pa je moje delo končano, ali kako naj rečem. Jaz bi definitivno rekla, da vidva oba odražata neko vztrajnost, ne? Ker recimo, že tako si prej rekla, ne, že neka Primoževa pot, ki je imel tisto kar hudo nesrečo, ko še je skakal, ne? Mislim, da če sem prav zlom nosa, ne vem, kaj še vse. Pa če greva zdansko na to, sta se videla že takrat poznala? Ne. Ali je bilo to predtem? Pred. In kako to, da je potem se odločil za kolesarstvo? To pa bi mogla njega vprašati. Okay. Torej, zdaj verjetno, če veš, se je zbiral med večjimi stvarmi, ali je rekel, bom pač eno stvar probal in mu je v tem uspelo? Jaz mislim, da je bilo bolj, da je on to poskusil, pa mu ni šlo in potem ga pač to spodbudilo, da je začel. In na kak način imata vidva oba dva, ne? Zato ker tako si pač rekla, del tvoje identitete je definitivno tudi on, pogled na neke poraze in zmage, ali pa tudi neke, če rečemo, poškodbe. Zdaj, ne tiste res huda, ampak neke manjše poškodbe, pa pol okrevanje, pa pol tudi okrevanje, mentalno okrevanje po nekem porazu, verjetno, ne? Mislim, zdaj poraz je za vsakega nekaj drugega, ne? Okay. Lahko se pač
osredotočamo samo na rezultat, ampak to je precej za nas, ko smo noter, površinsko, če lahko tako rečem. In ja, v bistvu ni mislim, kaj pa je v bistvu zmaga ali pa poraz? Pač kako se to definira? Ok, v kolesarstvu z rezultatom, ne? Ampak če ti daš v bistvu vse, kaj imaš, ali pa pač narediš svoj najboljši performance, pa si še vedno, ne vem, 10, pa nisi zmagal. Kaj si zdaj razočaran zaradi tega? Ne. Pač to je tudi zmaga lahko, ne? Čeprav je za, ne vem, širšo javnost je to poraz, recimo. In v bistvu pri vsaki stvari je tak, ne? Ni pomembno, če pač ravno to, ko si rekla, pač če delaš v bistvu res vse, pač kar lahko, ne? Mislim, ni pošteno v bistvu, da se potem da si žalosten zato, ker če si pa vse dal, pač kar si imel ali pa kaj si lahko naredil. In z vsemi temi stvarmi je isto. In vedno je tak, ne, ok, žal je pač, sliši se klišejsko, ampak ok, kozarec polprazen, popoln. Ali kako že ti so, ne? Ja. Polprazen, popoln. Ok, padeš, odstopiš. Mislim, lahko bi se ubil, ne? Naprimer. Tako da vedno je v bistvu tak, ja, veliko sem se naučila skozi pač te stvari, ampak tudi to želim, malo bolj neagresivno, intenzivno prenašava na svoje otroke, da v bistvu morajo biti vedno zadovoljni. Tam, kjer so in v tistem trenutku, ko so. Zato, ker ne moreš biti drugje. Zdaj si tu, jaz sem zdaj s tabo. Ne morem biti drugje v istem momentu. In to je to. In tako sem prej rekla, čas pa odteka za vse isto. In to je v bistvu, to je mogoče celo, ne vem, ta ključ do tega, da pač ja, tam, kjer si, s tem, ko si, da v vsaki stvari najdeš smisel in si zadovoljen tam, ko si. Bi rekla, da vam to tudi prinaša nek notranji mir. Ja, seveda, drugače bi se nam pač vsem strgalo. Se ne moreš tako živeti, veš, kaj mislim. Tudi tega se moraš naučiti. Povem, prosim. Ne, mislim, ravno se ne vem, vsak drugače doseže notranji mir, ne? Pa vsaka tudi nekaj drugače pomeni, ampak ja. Glede na to, da si rekla ravno to, ne, neka lahko tvoja osebna zmaga, pa ljudje vidijo to kot mogoče poraz, ne, in saj vemo, tudi prej sva govorili, ne vem, če se je že začel takrat podcast, si rekla, da mi smo zmagali, ne, pa oni so zgubili. Dostikrat je tak, ne. Seveda. In kako vplivajo na vas neki razni komentarji? Se sploh pustite, da pridejo do vas? Če zdaj vzamemo, ne vem, komentarje res neke bližnje družine, ki so nam pozitivni ali pa pač kakorkoli, neki tisti komentarji, ala Facebook komentarji, ala članki, kako se soočate s tem? Mislim, se z leti se naučiš pač, ok, da tega ne bereš. Vedno je tak, večjim, ko si všeč, je hkrati si večjim nisi všeč. Ne? Ja, more, vedno ne, tak, ne? Se izravnati neka tehnica Tako. na koncu koncev. In ok, vedno se ne moreš pač zaščititi pred tem, ali kako ne rečem, ampak to je spet stvar tistega, ne vem, notranjega stebra ali pa notranjega miru, ali pa konec koncev, da si, če si ti notranje pomirjen sam s sabo, kaj me ne briga, kaj tam piše. In ja, v bistvu moramo vedeti, da ni vedno vse tako, kot piše. Ne? Pa tudi, da v bistvu, da ti komentarji so največkrat še izraz nekega druge težave, ko je zadaj, mogoče. Ker ne vem, jaz še nikoli v življenju nisem začutila želje, da bi o nekomu grdo nekam napisala javno. Oziroma, mislim, da ne vem, no, pač. Ampak ja, pač vsak ima pravico do svojega mnenja, ne? V svobodnem svetu živimo.
In te stvari pač moraš vzeti tako, kot so, hkrati pa se pravim, naučiš se, da te ne dotaknejo. Tako da, ker v bistvu je, tako sem rekla, najbolj pomembno je, kar sam misliš, pa mogoče prvi bližnji ali pa tisti, za katerega pač na katero mnenje ti sam daješ težo. Ne? Oziroma ti pomeni, kaj pa nekdo misli. Bi rekla, da ste na tej poti zgubili kakšne ljudi ali kakšne prijatelje ali kako daljno družino? Mislim, seveda pač zgubiš, ne? Zato ker svet se pač spreminja, oziroma misli spreminjajo se pač sigurno, da zgubiš koga. Ne? In ko si se ti lotila projekta knjiga, ne? Si rekla, ok, pisala si že v osnovni šoli, v 8. razredu. Kako se je to potem nekako stopnjevalo, da si pa se točno takrat potem odločila, da boš napisala, imaš rajši, da se reče kilometer nič, kako ponavadi sama poimenuješ, ko se pogovarjaš? Prva je kilometer nič, druga je pa Grande Casino. To sem sprašala, če se reče Grand ali Grande. Grande Casino. Kako si se odločila, da boš spisala? Tu me zanima malo ta pisateljski proces. Ne? Se mi zdi, da ni ravno vsak dan, da nekdo napiše svojo knjigo. Ne? Če nam lahko malo približaš, kako si se lora tega, da si začela pisati knjigo, da si jo potem izdala, koliko popravkov je bilo tu potrebnih? Ok, zdaj, če greva na kilometer nič. Kilometer nič je nastal med COVID-om. In meni se je to zdelo idealno obdobje Slovenija je bila ravno v fazi tega kolesarskega vzpona, ali kako naj rečem, kot nacija. In potem je bilo kup, v bistvu kilometer nič je nastal iz preprostega razloga, ker so vsi me spraševali stvari, katere so bile meni glede kolesarstva totalno jasne. In pa sem jaz, vam to ni jasno, ne? Kaj se zdaj dogaja? Lahko sam prej nadaljuješ, mi poveš par teh vprašanj, kjera vprašanja so najbolj, da tudi tiste, ki niso recimo prebrali knjige, spodbudima, da bodo tam dobili te odgovore. Mislim, recimo, ko kolesari štartajo, je še potem itak prvo je, ne vem, med 5 pa 10 kilometrov zaprte vožnje, ko še sploh ni dirka. Potem je pač leteči start, kjer je kilometer nič in tam se štarta. Ampak tudi tam tebi ne pomaga, če si v prvi vrsti, ne? Ker do cilja še, ne vem, med 130 pa 109, ne vem, 210 kilometrov recimo, ne? In me je folk spraševal, zakaj on čisto zadaj stoji na startu, ne? Če pa je že tu v zaostanku, če zadaj stoji na startu, veš, kaj mislim. Zakaj imajo drugi majice različne, ne? Zakaj imajo različne majice, sploh v pelotonu, recimo majica vodilnega, niso pač nekateri niso vedeli, da je to majica vodilnega ali pa da je to, ne vem, majica za najboljšega po točkah ali pa najboljšega potem. Kam hodijo, kaj jejo? Kaj se ustavijo za jesti? Kje lulajo? Take stvari. Če tekmuje za Slovenijo, za svojo ekipo, ne? Take stvari, ker v bistvu se niso smešne. Meni je čisto pač logično je, da nekdo, ko ni blizu temu, ok, danes že malo več, ampak da ne morejo pač poznati zakonitosti tega športa. In zaradi tega se mi je zdelo, da napišem nek poenostavljen, zabavni priročnik na primeru pač prve Vuelte 2019, ki ga potem razložim s primeri skoraj vsake etape situacij. In pa še s temi svojimi komičnimi zapisi iz naših popotovanj oziroma camper life-a. Tako da to je bila prva. Druga je pa bila v bistvu potem, ker sem si sprvo nekako tudi če si, v bistvu, ne, vedno je tako, tudi če si ti prepričan v svoje delo, ne, vseeno mora biti dovolj dobro, da ga izdaš, ne? Ker ne morem jaz natisniti 1500 pač kopij samo za sebe. Ne? In prvo delo mi je dalo dovolj
a pa pač dovolj samozavestja za še drugo, ki je pa potem samo skupek teh komičnih potopisov življenja, ali kako naj rečem. Proces je pa vedno pač taki, kot je, hektičen. V avtu, na letalu, na prtičkih, servetkah, nikoli, mislim, zelo redko na računalnik. V zvezke, ki jih potem zgubim, pa začnem na novo, ali pa potem najdeš. To je neka motivacija, ni da se ti zdaj zavestno sedeš pred računalnik pa pišeš, bolj bi rekla, ko pride navdih. Tako, ja, tako. V bistvu moraš biti dovolj daleč stran od stvari, da do njih več nič ne čutiš, ali pa malo, ker potem jih tudi bolj jasno vidiš. Pač tako, kot se zgodile, ali pa tako, da jih lahko zapišeš. Tako da ja, potem sem jih seveda pretipkavala na računalnik, kar je bilo najbolj grozen del, ker je to muka. Si predstavljam, oziroma si ne, glavnem, verjamem. Ker včasih sem pa tako, what the fuck? Kaj tu piše? Kaj sem s tem mislila? Kje je bilo to? Potem pa se v bistvu vse skupaj kar hitro zgodi. Ali pa odvije. Rabiš par pravih ljudi ob sebi, pa kar hitro pride od v bistvu ideje do izdelka. Pa bi rekla, da je potrebno, da greš to pol večkrat ti sam prebirati, ali je boljše, da ne, da sam pustiš, ker bi pol 100-krat spreminjal? Ne, moraš. Mislim, da sem prebrala sigurno tolikokrat, da se mi je potem že mešalo. Da se mi je zdela za nič, za drek, ne bom izdala, ker je to en bedarija. Ampak moraš. Jaz celo sem jo na glas prebrala, ker ko stavek izrečeš, v bistvu je še močnejši, kot če je samo napisan. In potem, ja, takoj slišiš, v bistvu, če kakšna stvar ne gre ali pa ne. Ampak je res, se mi zdi, da je mogoče to celo največ dela, potem to urejanje, pregledovanje, ko še vsakič najdeš neko napako, ko si že čisto prepričan, da ni nič nobene. To je mogoče zelo mi največ časa. Ja. Sem pa res v tistem obdobju, ko sem bila poškodovana, ko sem itak morala mirovati, takrat se je v bistvu knjiga naredila, tako bom rekla. In je bila tudi neka terapija in za nogo in za glavo, ker drugače bi se zaklala na kavču dobesedno. Tako pa mi je bilo res od zore do mraka. Sem bila zaposlena s knjigo, pač s temi stvarmi. Ja. Da smo potem na koncu do datuma, ki sem si ga želela, spravili ven. To verjamem, da imaš. Nek svoj res tist ali najljubši stavek ali najljubši citat iz prve in druge knjige. Ali pa recimo lahko tudi nek dogodek, ki si ga opisala v Tam na Odre. Ravno danes sem brala to drugo knjigo, ne prvo knjigo, ker se snema audio knjiga. In sem jaz želela tiste svoje tiste komične dele prebrati ravno. In potem pri zadnjem poglavju, recimo, ne, to je zadnja etapa te prve Vuelte, ko je Primož zmagal, se mi je kar malo glas zatresel v bistvu. Ker so to v bistvu taki spomini, ko jih pozabiš, zdaj pa spet, ko sem jih na glas spet mogla prebrati, pa so spet, ne vem, kot prišli na površje, oziroma prav občutila sem to radost oziroma srečo od takrat, ne. In hkrati sem se pač zavedla tudi, koliko stvari se je spremenilo od takrat, ne. Kako drugačne so stvari, koliko več je v bistvu vsega, ne, in veselja in pritiska in dobrega in slabega in ja, mogoče ne morem reči najljubši, mogoče mi je ravno zaradi tega, ker sem danes brala, ostal najbolj v spominu, da sem, ko je bil Leo v bistvu na dirki na tej Vuelti, pa je bil star 2 meseca, da sem mu rekla, oziroma tako sem zapisala, da sem mu rekla kot otrok moj dragi, po celem svetu boš doma, v nekem takem smislu. No. Tako da, pa še kako res, ne?
tako se mi je zdelo kot neka uresničena prerokba. V drugi knjigi pa sigurno, ki je pač še malo bolj osebna kot, mislim, tako ful je osebna. Bi pa rekla, da mi je najljubši moment, če se vrnem te v spominu, je pač rojstvo Aleksa. Pa potem z športnega vidika, pač z rojstvom otroka se tako nič ne more primerjati, ampak iz športnega vidika pa Svete višarje oziroma ta dogodek, ki se je v bistvu vtisnil, se mi zdi, v kolektivno zavest nacije, ki je bil res nekaj, ne vem, neopisljivega, no, da je bil skoraj Sloveniji in da se je na koncu tako končalo, ko se je z vsemi dramami in s temi. In tega se zelo rada spominjam. Hvala, ker si delila tudi to, bom rekla, pozitivno, neko ranljivo plat. Ne? To verjamem, da tudi zanima Slovence. Ti verjetno, ki nekdo, ki je res, tako si prej omenila besedo noter, ne? Na to gledaš čist drugače, ampak ogromno ljudi se postavlja na neko stran med Pogačar pa Roglič. Kako ti gledaš na to, oziroma kako je tvoje mnenje? Mislim, težko govorim, tudi je v bistvu težko imam mnenje, ker jaz ne morem zbrati strani, ne? Ali kako naj rečem. Zdi se mi škoda, no, da se morajo postavljati kamorkoli, zato ker mislim, da bi bilo boljše se zavedati veličastnosti tega obdobja, ki se mislim, lahko da se motim, ampak dvomim, da se bo kdaj ponovilo, oziroma vse za časa naših življenj in mogoče raje bi samo uživali, pač, da imamo 2 šampiona, pa ne samo 2, pač veliko več jih je, tako blizu oziroma v našem okolju, oziroma kako ponosni smo lahko, da pač imamo to, no, tako. Kot nekdo, ki si res v tem, kaj bi rekla, da so te neke stvari, ki jih ljudje ne vidijo? Torej, po večini verjetno vidijo res tisto, dirka, v redu, pač nek rezultat. Kaj bi rekla, da so tiste najtežje stvari, s katerimi se kolesarji soočajo? Verjamem, da je to tudi bolj osebno, ampak verjamem tudi, da pa so neke stvari, ki so vsem skupne. Mislim, težko rečem. Zato, ker v bistvu dirka se gleda načeloma na televiziji, kdaj gledaš dirko? Zadnjih 50 kilometrov. Sicer so prenosi od štarta, pač pa kdo gleda čisto od štarta, ampak moraš pa, ali pa moramo vedeti, da pač kolesari pa do tega momenta morajo priti, ne? Da se morajo pač, ne vem, kako bi to sploh rekla, tako sem že prej rekla, da že po etapi, kaj vse se mora narediti, isto se mora pač pred etapo, ne. Je kup enih obveznosti in stvari, ko pač pride do tja, ne vem. Že, ne vem, podpisati grejo, na štartu so 3 ure prej, sestanke imajo, radije si vežejo, jejo, pijejo, se oblačijo, kolesa preverjajo. Take stvari pač. Tistega, kar pa ne vidijo, je pa ogromno stvari, ne, tako kot pri vsaki službi, ne. Se če oseba dela na banki, pač, veš, kako mislim, ti jo vidiš, ko prideš tja na okence, ne, ampak ne veš pa, je imela slab dan, je imela dober dan, je prišla z avtobusom, je prišla z avtom, kaj se je zgodilo, oziroma kak je njen dan potekal do sem, ne. Tako da, ne vem, to se mi zdi, da vsaka služba ima eno tako plat, ki jo ne vidimo. In v bistvu eno izmed zadnjih vprašanj, kako se ti kot žena in mama, kako bi ti rekla, da delaš na sebi, zato da si pač kot mama lahko tisto neko vezivno sredstvo družine? Torej, kaj so neke tvoje karakteristike, da bi rekla, da si prej rekla, upam, da sem dobra, se mi zdi, da upravljam dobro vlogo kot mama, ne? Torej,
Kaj se ti zdi, da so tiste neke tvoje karakteristike, da si dobra mama in dobra žena? Je pol dneva grozim. Ne vem, to bi mogli fantje povedati. To je najtežje, verjetno samo sebi nekaj nepozitivnega. Ja, mislim, to se pravi, to bi mogli fantje povedati. Ne, da bom, mogoče je to tudi slaba lastnost zame, ker dela, da bom vedno naredila vse, pač kar bom lahko, tudi če bom včasih šla preko sebe, pa preko svojih zmožnosti. Pa bi rekla, Ja, ne, se pravi, mogoče je to slaba lastnost, ampak ja, mogoče je to slaba lastnost preko dobra, ampak za mene, ne. Pa bi rekla, da daš dovolj nase v smislu, da skrbiš, da si mentalno in fizično in da si v redu tudi ti na vse načine, zraven tudi tega, da skrbiš za ostale. Ne. 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 In mislim, če bi bilo po moje, malo se včasih skrivam za temi svojimi stvarmi, ki jih pač moraš narediti, zato ker itak najtežje se je soočiti s sabo, ne. Oziroma, ne vem, ja, biti sam s svojimi mislimi, pogledati se v ogledalo, se pač vprašati, kdo si, pa si iskreno odgovoriti. Tako da ne, mislim, si vzamem včasih čas, bi si ga pa lahko večkrat, ja. Ampak to tudi vem, pa že dobra stvar je, da to vem, čeprav pač se vem, da nič ne vem. Ne, res močno, da si dansko zdaj izrekla to misel, se mi zdi, da se bo velika večina, vključno z mano, s tem poistovetila, da se dostikrat, se mi zdi, da skrivamo za nekimi stvarmi, čeprav si sami nočemo priznati in že to res žareva neko moč, da to upaš povedati na glas, ne? Pa tudi priznati, ne samo mogoče sama sebi. In me dansko za konec zanima, kaj je neko tvoje sporočilo? Pa če rečeva najprej, kaj bi sporočila sebi, pa potem, kaj bi sporočila danes najnim gledalcem in poslušalcem. Sebi bi sporočila, da bodi manj stroga do sebe, pa da mi gre dobro. In pač ja, vsem ostalim pa isto, ker sem prepričana, da se vsi trudimo po svojih najboljših močeh in da v bistvu večinokrat so namere dobre, včasih pač ne uspe, oziroma pač moraš začeti od začetka, ali pa ne vem, imaš slab dan, ali pa, ampak vse mine, oziroma ko prideš skozi, lahko začneš od znova, ali kako naj rečem. Tako da ja, ne bi kaj pač ful komplicirala s tem sporočilom, mislim, da jih je bilo veliko skozi najin pogovor. Pa je težko potem zbrati samo eno, ampak ja, da je lepo pač se zavedati, ja, da si lahko hvaležen in zadovoljen. Če tudi se moraš včasih spomniti na to, ali pa Vsak dan, ne. Ja, ampak dobro nam gre. Hvala. Še enkrat, ker si danes vzela čas. Mislim, da si, tako sama rekla, ogromno sporočil dala in predvsem tudi to, ker se mi zdi, da ogromno ljudi, ne jih, ampak nas, gleda na svet in idealizira druge ljudi in neka življenja, ki jih mogoče vidiš prek televizije ali pa prek Instagrama na koncu koncev, ne? Ampak na koncu smo vsi ljudje, ne? In vsak dan je dansko priložnost za nek nov začetek, ali je to z vidika biznisa ali pa odnosa samega do sebe. Ja, res je. Ja. Tako kot sem rekla, ne, zgledi vlečejo, ali kako se reče, ne, v bistvu s svojimi dejanji in pa tudi besedami, manj kot mogoče s temi, z dejanji in besedami dajemo nek zgled, ne.
za ostalim in mogoče nezavedno vplivamo. Kar je še najboljše, ne? Če si sam lahko to, kar si, pa potem s tem vplivaš na druge. Ne, da si pač, veš kak mislim, ne? Da se moraš pač. Tako da ja, to je to. Hvala, pa še hvala, da delate to, kar delate za skupen kolektiv in delajte to dalje. Tako da hvala tebi in hvala vam za poslušanje.